Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, sliko smo na športnem parku Ugasle peči v Prevaljah, kjer je pred nami obračun 13. kroga 3. slovenske nogometne lige Vzhod in sicer sosedski dvoboj med domačim Korotanom iz Prevalj in pa gostujočim Fužinarjem iz Ravn na Koroškem. Pred lepo polnimi tribunami v Prevaljah so nogometaši obeh ekip že na travnati površini stadiona Ugasle peči. Mi pa si pogledamo kar obe začetni enajsterici. Za domači Korotan, ki igra v svoji tradicionalni modri športni opremi in bo tudi začel z izvajanjem sredine. Od prve minute začenja vratar številko 97 Blaž Boštjan, pred njim pa številko 2 Anže Turičnik, številko 4 Faris Buljubašič, številko 6 Dejan Jevšnik, številko 10 Nejc Plesec, številko 14 Uroš Marinkovič, številko 16 Matič Turičnik, številko 20 Grega Klarič, številko 23 Dejan Fink, številko 37 Andraž Bijol in številko 57 kapetan domačega moštva Tine Lasnik. Za gostujoči Fužinar, ki nastopa v belih dresih, od prve minute začenja vratar, ki je tudi kapetan, številko 1 Tilen Marčič, pred njim pa so številko 7 Enej Šarlah, številko 8 Klemen Ofič, številko 9 Luka Mlakar, številko 15 Andraž Turinek, številko 16 Nejc Krivec, številko 17 Damjan Vukolič, številko 20 Valentino Aurelio, številko 21 Jaka Krevh, številko 23 Martin Hovnik in pa številko 32 Nikola Popovič. Tekma se je medtem že začela, mi pa si pogledamo še sodniško ekipo, ki deli pravico na današnjem srečanju. Glavni sodnik te tekme je Niko Mihelič, ki mu ob stranskih črtah pomagata Marcel Lahovič in pa Elmedin Dedič. Delegat današnjega srečanja je gospod Selim Alić. Favorit na papirju pred začetkom tega srečanja prav gotovo domači Korotan, ki zaenkrat domuje v zgornjem delu prvenstvene razpredelnice v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod. Nekoliko slabše pa kaže Fužinarju, ki letos bije bitke na tretjeligaški konkurenci, potem ko so lani izpadli iz drugoligaškega tekmovanja. Za Fužinar vsekakor ne začetek te sezone, pravzaprav ves jesenski del ni bil tak, kot so si želeli. Samo 3-krat so zmagali in 1-krat remizirali varovanci Aleša Kačičnika. 10 točk so zbrali nogometaši Fužinarja. Medtem prvi kot na današnjem srečanju, izvajali ga bodo nogometaši Korotana. Kratka kombinacija, pa predložek v kazenski prostor, nevarno je pred vrati Fužinarja. Na koncu je vendarle reagiral Popovič, no potem pa strel preko vrat. Jezi se zdaj gostujoči vratar Tilen Marčič na svoje soigralce, ki so nekoliko slabše stali v obrambi. Fužinar v tej sezoni v gosteh samo 1 točko, kar jasno ni prav obetaven podatek za nogometaše iz Ravn na današnjem srečanju. V 9. krogu proti Podvincem so zabeležili remi.
nogometaši Fužinarja. Glasna podpora s tribun zdaj domačim nogometašem. Lepo število gledalcev se je zbralo danes v Prevaljah. Želijo pa si po večini jasno zmago domače ekipe, čeprav je prišlo na tekmo tudi nekaj gostujočih navijačev. Korotan sicer že 3 zaporedne tekme brez zmage. V prejšnjem krogu poraz s 3-1 na gostovanju pri Vodini Hajdini, predtem pa 2 zaporedna remija proti Zavrču in pa proti Ljutomeru. Zadnja zmaga za ekipo Romana Plesca v 9. krogu, ko so s 3-0 12. oktobra zmagali na gostovanju v Staršah. Boštjan zdaj gleda razporeditev svojih soigralcev, podal je proti Turičniku, ta je žogo izgubil. Borbeno je na to do žoge prišel Bijol, pa Jevšnik. V sredini je Turičnik. Na levi strani preigrava Dejan Fink, ki pošilja žogo v kazenski prostor, z glavo je odbil Nikola Popovič. Nov kot za domači Korotan. Je udarno začel tole srečanje, prevzeli so pobudo domači nogometaši, ki si želijo čim prej upravičiti vlogo favorita. Buljubasič mirno vrača žogo Boštjanu. Boštjan se je zdaj privoščil napako, žoga je prišla do Neca Krivca, ki pa je ni uspel zadržati v posesti. Vril se je zdaj Bijol, po njegovi zaslugi žoga iz avta pripada Korotanu, ki ga je hitro izvedel Dejan Jevšnik. Klarič in Buljubasič. Poskušal je na levi strani Marinkovič, samo nov met iz avta bo to za plave iz Prevalj. Niko Mihelič zdaj kaže, da bo to prekršek v korist domačih, na tleh je sicer Uroš Marinkovič, ki pa je medtem že ostal in morda prva priložnost, da tudi z prostega strela poskusijo spodajo v kazenski prostor domače, vendar je kratko odigrano. Napadli bodo zdaj na postavljeno obrambo varovanci Romana Plesca. Mirno je reagirao Lasnik, žoga je prišla do Jevšnika. Jevšnik je žogo poslal proti 16-metrskemu prostoru gostov. Dobro je bila postavljena obramba Fužinarja. Dobro je skakal zdaj Popovič. Pa Mlakar. Sprave žogo do Šarlaha. No, to pa se je končal gostujoči napad.
Zdaj Anže Turičnik, prigral je prosti strel, tokrat nekoliko bližje. In zdaj vendarle gre pričakovati, saj podal v kazenski prostor. Prav Anže Turičnik je tisti, ki bo sam izvedel tale prosti strel. Žoga je sicer šla proti kazenskemu prostoru, ampak slab je bil tale predložek nogometaša Korotana. Bori se Bijol, ob njem sta bila dva gostujoča nogometaša. Bijol je kljub temu žogo zadržal v posesti za Korotan. Zdaj Hovnik in pa Turinek. Turinek je preigraval na levi strani. Žogo so mu domači nogometaši zbili v out. Na desni strani je zdaj Grega Klarič. Klarič žogem pošilja Bijola. Valentino Aurelio, italijanski nogometaš, je žogo na koncu izbil v nov kot. Mirno je žogo zdaj ujel Tilen Marčič, ki pa meri situacijo in začenja iz zadnje vrste napad za Fužinar. Hovnik in Turinek. Visoko so nogometaši Korotana, ki prežijo na morebitno napako gostujočih branilcev pri tem podajanju v zadnji vrsti. Vendarle pa prvič danes tudi daljša posest za nogometaše Fužinarja. Če tudi gre za podajanje na svoji polovici, in to globoko na svoji polovici. So pa zdaj varovanci Aleša Kačičnika žogo zapravili. Iz avta v igro vrača Jevšnik. Napako je storil Turičnik. Vukolič podaja naprej. Bori se tam Klemen Ofič. Brez prekrška, kot kaže, nad Maticem Turičnikom. Kar nekaj nogometašev je zdaj na tleh. Na tleh je sicer Valentino Aurelio, pa tudi Dejan Fink. Hitro pa je bila ta situacija razrešena. Marčič in Popovič. Hovnik. Hovnik na levo stran, pod pritiskom je bil Turinek, žogo je sicer spravil do Nejca Kriveca. Zapiskal pa je na to Mihelič prekršek v korist gostujočega moštva. Zdaj prenaša žogo na desno stran, ni se je šlo. Prenizek je bil tam Klemen Ofič.
Tako da žoga ponovno pripada domačim. Igro z roko so zdaj zahtevali domači, niso jo dobili, priložnost pa zdaj za proti napad Korotana. Na trdih je bil sicer Grega Klarič, ki je hitro vstal, Anže Turičnik prenaša žogo na levo stran. Dejan Fink je tam, Fink leče žogo proti sredini, padel je Fink ob Ofiču in ponovno je zapiskal Mihelič. Za izvajanje prostega strela bo ponovno zadolžen Anže Turičnik. Leča ponovno v 16-metrskem prostoru Fužinarja. Bolj ali manj je jasno, da bo šlo za predložek. Dobra reakcija branilcev v belem. In so pa gostje na to speljali proti napada, na pravem mestu je bil Tine Lasnik, ki je zaustavil tale poskus nogometašev Fužinarja. Klarič poda na desno stran, Jevšnik pošilja žogo v sredino. V visokem bloku je potovala zdaj žoga proti Biolu. Na koncu so v avt izbijali gostje. Oglasili so se zdaj tudi gostujoči navijači, ki so danes jasno prišli na stadion, ugasle peči željo, da odnesejo vsaj kakšno točko iz tega koroškega derbija. Kar pa bo jasno vse prej kot lahka naloga proti favoriziranemu Korotanu. Klarič preigrava, spravil je žogo do Biola, dobro se je znašel Andraž Biol. Klarič je na to žogo poslal naprej. Bil pa je pod prekrškom vezist Korotana. Še ena priložnost več iz prekinitve. Dva nogometaša sicer v zivem zidu za vsak slučaj, je pa bila to le slaba izvedba. Nec Plesec je zdaj prišel do žoge v nasprotnikovem kazenskem prostoru. Skušal je s podajo v sredino, dobil pa samo nov kot. Dobra podaja zdaj v sredino, prekršek v napadu pa kaže glavni sodnik tega srečanja Niko Mihelič.
Žal so domači žogo hitro odvzeli gostom. Vendar le nekaj fliperja na sredini, na koncu se je oglasila sodniška piščalka. Mihelič kaže, da bo to prekršek v korist Korotana, pokazal pa tudi prvi rumeni karton na današnjem srečanju. Na 20. minuti torej kaznovan Nikola Popovič. So žogo zdaj odvzeli gostje, ki hitijo proti napad po desni strani. Globinska podaja je šla proti Luki Mlakarju, pa ni prišel do žoge ob Korotanovih branilcih. Zdaj skrilo pa se zdaj med nogometaši obeh ekip. Pritekel je tam čez celo igrišče Anže Turičnik, s katerim je na to opravil kar glavni sodnik tega srečanja. Nekaj napetosti je zdaj čutiti med nogometaši obeh ekip. Na tleh je bil sicer Matic Turičnik. Mihelič zdaj zahteva, da se žoga vrne na mesto, kjer je bil storjen prekršek. Nekaj malega še bo povedal domačemu kapetanu Tinetu Lasniku. Zdaj pa se bo igra vendarle nadaljevala. Vedno je vroče na teh sosedskih obračunih. In mislim, da dlje, ko bo na semaforju ničla, bolj bodo nervozni domači nogometaši, ki kažejo večjo željo po tem, da bi dosegli vodilni zadetek. Napadajo pa zdaj preko finka, do strela je skoraj da prišel Matic Turičnik. Žoge ni najbolje zadev, pol je pa priložnost za Anžeta Turičnika, ki ni slabo streljal, poskušal je s plasiranim strelom, ampak bil nekoliko nenatančen. Marinković vrača žogo v igro. Boril se je zdaj Grega Klarič. Visoko dvignjeno nogo pa je za prekršek označil Niko Mihelič. Nekoliko tvegana podaja zdaj proti Lasniku, kakorkoli že, uspelo je. Lasnik je poslal žogo v kazenski prostor, kjer je bil sicer Nejc Plesec, ampak napadalec Korotana ni uspel postoriti nič konkretnejšega s to podajo. Klarič poda v sredino. Bori se Jaka Kreuh. Preko
Podaljšek ste zahtevali gosti, niso ga dobili. Žoga pa je pri Tilnu Marčiču, ki bo zdaj hitro pod pritiskom. Prisiljen je bil žogo takole poslati proti out črti, ki pa jo je žoga v zraku tudi prečkala. Jevšnik je zdaj poslal žogo proti Biolu. Še en udarec iz kota za domače. Nabirajo se zdaj tile koti za Korotan. Po nobenem pa še nič zares konkretnega. Dobro, zdaj je zbijal Marčič, ki pa je bil tudi pod prekrškom. Na tleh je zdaj vratar Fužinarja, s katerim pa mislim, da bo vse v redu. Na desni strani preigrava Ofič. Dobro, ob njem Marinković, Ofič je prišel mimo, priložnost zdaj morda za Mlakarja. Mlakar je prišel do strela in izkazal se zdaj Blaž Boštjan, ki sicer ni imel prav nobenega dela do tega trenutka. Zdaj pa morda celo najkonkretnejša priložnost zaenkrat na današnji tekmi, imel jo je Luka Mlakar, napadalec Fužinarja, ampak domači vratar se ni dal. Opozorilo za Korotan, da bo tudi Fužinar poskušal doseči gol in morda presenetiti domače celo z ukradenimi 3 točkami. Zdaj nekaj glavometa, žoga je v zraku, na tla je vendarle spustil Grega Klarič, igro z roko gostujočega nogometaša pa je označil glavni sodnik. Stran je zdaj Matic Stoličnik, ki pošilja žogo na levo stran proti Dejanu Finku. Fink preigrava, a poda v sredino, lepa priložnost zdaj za Biola, Kaj je tam zgrešil zdaj Andraž Biol? Anže Turičnik je streljal z glavo, žoga se je na to po dobri obrambi sicer Marčiča odbila na noge Biolu, ki pa ni bil pripravljen. Ni reagiral. Proti napadu Fužinarja pa bomo videli tudi prvi kot za goste. Izvajal ga bo Klemen Ofič. Gneča zdaj v kazenskem prostoru Korotana. Ja, kratka izvedba, žoga gre tam proti Popoviču, to je nevarno. Na koncu so vendarle izbijali domači. Brez prekrška Plesca, kot kaže. Na koncu se je vendarle oglasil Mihelič, ki je pokazal, da bo to prosti strel za Fužinar.
bil zdaj Turinek, izvrstno mu je žogo vzel Jevšnik. Še enkrat več odbija prav Jevšnik. Boril se je Valentin Aurelio. Do žoge niso prišli njegovi soigralci, Plesec pa zdaj pošilja proti Finku. Fink preigrava. Pa zdaj Marinković. Gradi se Klarić. Do žoge vendarle gostje, ki zdaj napadajo po levi strani preko Nejca Kriveca, ki se je odločil za podajo v sredino. Ide tam utekajočega Mlakarja in Ofića. Ampak to je bila preslaba podaja strani Nejca Krivca. Se je zdaj Šarlah. Dobro je bil spustil žogo Jevšniku, pa Plesec. Plesec jo pošilja nazaj proti Anžetu Turičniku. Ničesar pa zdaj ni tvegal Andraž Turinek, ki je bil prisiljen žogo takole poslati v stranski avt. Jevšnik v sredino, tam je Plesec. Z glavo je streljal Dejan Fink. Ampak brez težav je žogo pobral gostujoči kapetan Tilen Marčič. Dobro, zdaj Šarlah do žoge ob Klariću, spravi je okroglo usne do Valentina Aurelija, pa Mlakar. Mlakar je podajal nazaj proti Šarlahu. Gostje so zdaj zahtevali igro z roko, niso jo dobili. Proti napad Korotana pa je presekal Popović. Napaka potem gostov. Bijol preigrava, pa Fink, oziroma to je Klarić, se pravičujem. Mlakar poda na desno stran, kjer je Damjan Vukolić. Vukolić proti Šarlahu, dobro Šarlah. Ob njem je sicer Faris Buljubašić. Pregroh pa je bil Enej Šarlah. Je zdaj pri žogi na sredini. Pa Vukolić, Vukolić se je spustil v preigravanje, žogo mu je dozel Dejan Fink, ki je zdaj padel. Na tleh je zdaj Dejan Fink. Takoj pa je Mihelič zapiskal prekršek. Jevšnik in Matic Turičnik. Krevh. Krevh vleče žogo na desno stran. Podal je zdaj do Klemna Ofića, preigrava Ofić. Žogo mu je sicer izbil Marinković, ampak še vedno napada Fužinar.
Prostor za strel zdaj išče Krevh, na koncu je streljal v okvir vrat. Jezi se zdaj Blaž Boštjan, da so preveč prostora za strel pustili gostujočemu nogometašu branilci Korotana. Ni pa bil to strel, ki bi resneje ogrozil domačega vratarja. Buljubasič pošilja žogo naprej, odbijal Jandraž Turinek. Po desni strani teče Jevšnik. Odlična reakcija Turineka. Krivec. Žogo je zdaj Klarič. Klarič vlače nazaj do Lasnika. Pa Matic Turičnik, ki je našel Biola. Ta je odložil Jevšniku. Biol zdaj povsem na desni strani, predložek Biola. Odbijali so gostje. Oblastniku je padel Šarlah, brez prekrška, pa zdaj Mlakar, ki tam nevarno teče, ampak vendarle je dovolj hitro iz svojih vrat prišel Blaž Boštjan, da je odbil tole žogo. Rezultat v Prevaljah še vedno začetnih 0-0. Hovnik. Odbija Buljubasič. Do žoga je prišel Anže Turičnik, pa Fink. Padel je Fink, prednost pušča Mihelič. Hitro so na to izgubili žogo domači in prekršek Anžeta Turičnika je zdaj označil glavni sodnik tega srečanja. Krevh in Popovič. Hovnik. Dobro preigrava zdaj Krivec. Daleč nazaj v obrambo je prišel pomagati Biol. Napako so na to storili domači. Dobra akcija zdaj gostov, ampak v prepovedanem položaju se je znašel Enej Šarlah. Na tleh medtem eden od gostujočih nogometašev, to je Nejc Krivec. Ki pa bo zdaj deležen tudi pomoči. Pomoč zdaj tega tako imenovanega čudežnega spreja za Nejca Kriveca. Ki je, kot kaže, dobil neugoden udarec. Tam v ledveni predel. Igra se bo zdaj nadaljevala, sicer brez krivca v igri. V teh trenutkih Korotan igra z igralcem več. Krivec se zdaj čaka na dovoljenje, da se vrne v igro, medtem ko Korotan napada.
Do žoge je prišel Fink in zadev. V 40 minuti 1-0 za domače. Vendarle so prebili obrambo Fužinarja in povedli preko Dejana Finka. Zdelo se je sicer, da je Tilen Marčič na žogi, ampak strel Finka je bil dovolj močan, da je žoga pristala v golu. In Korotan zdaj vendarle lahko rečemo zasluženo vodi. Za Finka je to sicer drugi gol v letošnji sezoni 3. slovenske nogometne lige Vzhod. Zadev je že v 5. krogu ob zmagi Korotana pri Šampionu. 4-1 so takrat zmagali plavi iz Prevalj. Nekoliko lažje bodo zdaj dihali nogometaši Korotana, ki so si priigrali prednost. Videli pa bomo, kakšna bo reakcija gostov. Potem, ko so gol dobili v kar neugodnem trenutku, jasno nikoli ni ugoden trenutek za prejeti zadetek, ampak takole 5 minut pred polčasom vendarle trenerji najbolj sovražijo prejete gole. Vuković pošilja žogo proti Šarlahu. Krivec, a nekoliko nerodno zdaj Hovnik. Priložnost za Neca Plesca, ki se prebija tam v kazenski prostor Fužinarja. Dobro je reagiral Popović, ponovno Plesec. Še enkrat več pa dobra obrambna reakcija Nikole Popovića. Priložnost za povišanje vodstva, kot pa bo zdaj izvajal Matic Turičnik. Turičnik pošilja žogo v sredino. Poda ni našla nikogar v modrem dresu. A tale poda pa je bila zdaj lahek plen za gostujočega vratarja. Valentino. Popović, ja vendarle so se zdaj nekoliko bolj proti svoji polovici pomaknili nogometaši Korotana. Visoko je sicer Biol. Dobro pa se je znašel Krivec, na levi strani je Turinek, ki pa se ni znašel potem, ko je proti njemu pritekel Tine Lasnik. Že Turičnik brez prekrška, Lasnik na Tvrdojevšnika.
je Mihelič dovolil izvedbe teleauta, odpiskal je namreč konec prvega polčasa, v katerem je sicer žogo več posesti imel Korotan. Poskušali so gostje bolj ali manj s protinapadom, no vodijo pa domači po zadetku iz 40. minute, ki ga je zabil Dejan Fink. Vidimo in slišimo se čez dobrih 10 minut. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, sliko smo ponovno na športnem parku Ugasle peči v Prevaljah, kjer spremljamo tekmo 13. kroga 3. slovenske nogometne lige Vzhod, in sicer koroški obračun med domačim Korotanom in pa gostujočim Fužinarjem. Po prvih 45 minutah na semaforju rezultat 1-0 v prid domačim, ki so povedli po zadetku Dejana Finka v 40 minuti. Sicer so imeli domači več od igre v prvem polčasu, ampak priložnosti so si priigrali tudi gostje, ki prav gotovo na tej tekmi še niso rekli zadnje, no so pa med polčasom opravili tudi prvo menjavo na današnji tekmi, tako da si lahko pogledamo obe enajsterici. Aleš Kačičnik, gostujoči strateg, je v igro poslal Luna Grizolda, ki je zamenjal Nejca Kriveca, ki je imel nekaj težav ob koncu prvega polčasa zaradi poškodbe. Zdaj pa to je namesto njega Lun Grizold, ob katerem za Fužinar na igrišču še vratar Tilen Marčič, pa Enej Šadlah, Klemen Ofič, Luka Mlakar, Andraž Turinek, Damjan Vukolič, Valentino Aurelio, Jaka Krevh, Martin Hovnik in Nikola Popovič. Na drugi strani pa Roman Plesec še vedno zaupa svoji začetni enajsterici. Blaž Boštjan je še vedno v vratih, pred njim pa Anže Turičnik, Faris Buljubašič, Dejan Jevšnik, Nejc Plesec, Uroš Marinkovič, Matic Turičnik, Grega Klarič, Dejan Fink, Andraž Biol in Tine Lasnik. Po levi strani preko Vukoliča zdaj napadajo gostje. Strel v okvir vrat, ampak lahek plen za Blaža Boštjana je bila ta žoga. V prvem polčasu smo sicer videli en rumeni karton. Nikola Popovič je porumenil v 20. minuti. Sicer pa tudi nekaj vroče krvi, kot se za sosedski obračun tudi spodobi. Glavni sodnik tega srečanja je sicer Niko Mihelič, ki mu ob stranskih črtah pomagata Marcel Lahovič in pa Elmedin Dedič. Zapiskal pa je zdaj prosti strel za Fužinar in pri žogi je že Klemen Ofič. Razdalja sicer kar precejšnja. Za vsak slučaj so v živem zidu 3 nogometaši, zdi se, da bo Ofič streljal. Nastreljal pa je živi zid, oziroma natančneje Dejana Finka, strelca edinega zadetka zaenkrat na današnjem srečanju. Fink je sicer prišel do svojega drugega gola v letošnji sezoni, potem ko je že zadel na gostovanju pri Šampionu. Zdaj proti Šarlahu, ki pa vendarle ni bil dovolj hiter. Še enkrat več na pravem mestu domači vratar Blaž Boštjan, ki se je v prvem polčasu izkazal z eno čudovito obrambo, ko je streljal Luka Mlakar, pa mu je domači vratar preprečil veselje.
Ljutomer sicer danes išče zmago, s katero bi prekinil niz 3 zaporednih tekem brez zmage. V prejšnjem krogu poraz 3-1 pri vodilni Hajdini, predtem pa 2 remija zapored, doma za Zavrčem in pa gostovanje pri Ljutomeru. V 9. krogu so nazadnje zmagali plavi iz Prevalj, s 3-0 so premagali Starše. Sicer pa v športnem parku Gasle peči letos Korotan še ne premagan. Remizirali so z Vidmom tukaj, premagali Šmartno, pa Podvince in pa Brežice, ter remizirali še z Zavrčem. Na drugi strani Fužinar v precej slabši formi. Kar se tiče gostovanj, Fužinar ima namreč samo 1 točko na tekmah, ki jih je odigral kot gostujoče moštvo. So pa v prejšnjem krogu visoko zmagali doma 4-0 proti Staršam. Odlično je sicer vzdušje tukaj na športnem parku Gasle peči, kjer se je zbralo več kot 500 gledalcev. Uradna številka sicer 525 gledalcev. Najbrž celo še kakšen več. Lasnik pošilja žogo naprej, skače Biol. Prišel je do žoge Anže Turičnik, ki pošilja v ogenj Nejca Plesca. Na pravem mestu tokrat Tilen Marčič. Marčič zdaj odbija. Žoga je šla proti Šarlahu. Odbijal je zdaj Fink. Vse tja do gostujočega vratarja. Predolga podaja zdaj Gostov. In mirno bo Blaž Boštjan žogo pobral. Lasnik začenja nov napad Korotana. Na desni strani Anže Turičnik, pa Klarič. Out bo to za Korotan. Ki je odbijal, žoga je prišla do Lasnika, v njem je bil sicer Šarlah. A Mihelič pa kaže, da bo to prosti strel za Fužinar. Na tleh je bil sicer Valentino Aurelio. Dobro pa zdaj preigrava Krevh. Krevh je prišel do strela, ampak zadel domače branilce.
zdaj Grizold, ki je na to izgubil žogo, pa Popovič. Turinek. Pa Marinkovič. Marinkovič poda v sredino, kjer je Anže Turičnik. Spremlja ga Hovnik. Dobro je reagiral Martin Hovnik. Bo pa to še en out za Korotan. Šarlah pa Grizold, bori se Grizold. Pa Lasnik in Buljubašič. Fink in Marinkovič, ponovno Fink. Marinkovič zdaj poskuša spodal proti Plescu, na pravem mestu bo še enkrat več Popovič. Popovič, ki je dobro razrešil marsikatero situacijo že v prvem polčasu. Ni pa uspel preprečiti zadetka Dejana Finka. Dobro je Fink zdaj priboril žogo, bil je tam Klarič, pa Plesec. Brez prekrška. Proti napad za Fužinar, vodi Lung Grizold, ki pa se je zapletel. Prišel je tam Valentino Aurelio, pa strel na koncu Luke Mlakarja, ki pa je bil blokiran. No, prosti strel so med tem dobili nogometaši Korotana. Zdaj zažeta Lasnika in gol. Povišali so zdaj vodstvo nogometaši Korotana. Anže Turičnik je bil tam tisti, ki je streljal. In kot drugi na današnji tekmi premagal Tilna Marčiča. A v 57 minuti sta zdaj pobegnili na varno razdaljo varovanci Romana Plesca. Veselje jasno vseh navijačev Korotana, ki so se zbrali danes tukaj v športnem parku Ugasle peči. Anže Turičnik, sicer strelec za Korotan, že ob zadnji zmagi proti Staršam v 9. krogu je zadel. No, zadel pa je tudi v 2. krogu na tekmi proti Vidmu. Fink. Niso zdaj dobro reagirali gostje. Preigrava Matic Turičnik, žoga je šla v sredino, bil je tam Biol, ki pa ni prišel do strela. Anže Turičnik pa žogo spušča v out.
jih je zdaj Matic Storičnik. Prekinil je igro Niko Mihelič. In tudi Matic Storičnik bo zdaj potreboval pomoč s klopi. Na dobri poti proti prvi zmagi po 9. krogu so zdaj varovanci Romana Plesca, ki proti Fužinarju vodijo z 2-0 po zaslugi zadetkov Finka in pa Anžeta Toričnika. Obe ekipi sicer v tem jesenskem delu čaka še ena tekma. Korotan bo igral doma, tukaj v Prevaljah proti Krškemu. Težka tekma za varovance Romana Plesca, no Fužinar pa odhaja na gostovanje v Zavrč. Lasnik je odbil out, Vukolić vrača žogo v igro. Hovnik in Popović. Popović žogo na pamet pošilja v kazenski prostor Korotana, kjer jo bo mirno pobral Blaž Boštjan. Počakal je tam izkušeno, da priteče Enej Šarlah. Visoko žogo proti sredini pošilja domači vratar. Ofić. Ofić z zvitim poskusom podaja, odbijali so domači. Žogo je na sredini osvojil Klarić. Na desni strani do žoge ni prišel Jevšnik. Bo pa leta še vedno pripadla domačim. Marinković pa Matic Storičnik. Slava podaja na desno stran. Odbija pa zdaj Lasnik. Dobro preigrava zdaj Fink. Ob Finku je sicer Andraž Torinek. Fink je poskušal spodal v sredino, neuspešen je bil pri tem poskusu. Še vedno se sicer bori Plesec. Kombinirajo pa zdaj v zadnji vrsti nogometaši Fužinarja. Hovnik in Popović. Pa Torinek. Preigrava Torinek, na zadnje plate zdaj posedel, mislim, da Plesca. Na desni strani ima Ofić nekaj več prostora. Poskušajo s preigravanjem Ofić. Na koncu je dobil samo stranski out. Z roko pa je zdaj igral, mislim, da Mlakar. Prekinjen je še en napad gostov. Ki se zdi, da se nekako po prejetih zadetkih še niso pobrali. Korotan zaenkrat
enkrat upravičuje vlogo favorita na današnjem srečanju. Bori se zdaj Klarič, a v želji, da bi prišel do žoge, pa je bil pregrob in Mihelič je zapiskal prekršek v korist Fužinarja. Valentino Aurelio gleda razporeditev svojih soigralcev. Podajo na desno stran proti Ofiču. Ofič preigrava. Anže Turičnik. Na desni strani prišel Turinek. Ob njem je sicer Marinković. Turinek je poslal nevarno žogo v sredino. Na koncu je odbil Blaž Boštjan. Prvi kot v drugem polčasu za Fužinar. Jaka Krevh je tisti, ki ga bo izvajal. Morda pa se lahko v igro vrnejo gostje preko prekinitve. A ne v tem primeru. To je bila predolga podaja Krevha. In samo gola od Korotan bo to. Marinković, na levi strani je Fink. Pa Klarič in Lasnik. To so domači izvedli prosti strel. Matic Turičnik. Mirno lahko za takole igrajo varovanci Romana Plesca, ki imajo udobno prednost 2 golov. In če ne prejmejo nobenega več, je jasno, da bodo danes izšli iz tekme kot zmagovalci. Fužinarju se je sicer samo 2-krat letos zgodilo, da ni zabil gola. V 6. krogu doma proti Čardi in pa v 1. krogu doma proti Zavrču so bili strelsko neuspešni varovanci Aleša Kačičnika. Sicer trenerja, ki si je največ izkušenj nabral kot pomočnik Simona Rožmana. Deloval je recimo pri Mariboru, pa Celju, pa tudi na Rijeki. Zdaj pa torej vodi Fužinar v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod kot glavni trener. Blaž Boštjan zdaj odbija žogo. Obeta se mu, kot zaenkrat kaže, čista mreža. Korotanu je sicer 4-krat v letošnji sezoni uspelo nasprotnika zadržati na ničli, kar se tiče danih zadetkov.
Turičnik je poslal žogo v kazenski prostor. 11 metrov, ko so zahtevali domači, samo odmahnil je z rokami Mihelič. Na desni strani se zdaj bori Klarič, padel je Grega Klarič. Prekršek je zapiskal Mihelič. Prva menjava pa zdaj tudi pri Korotanu. Roman Plesec je z igre potegnil Andraža Biola, ki pa ga bo zamenjal nogometaš številko 9, Blaž Kovač. V prepovedan položaj se zdaj ujel Plesec. Popovič in Hovnik. Mlakar. Grizold. Lepa akcija zdaj Fužinarja, žoga je prišla na koncu do Krevha, ampak zmanjkalo je nekaj tam v zadnji tretjini gostom. Ponovno je žogo mirno pobral Blaž Boštjan. Odbija Hovnik. Buljubašič mirno za Marinkoviča, dobro se je znašel Marinkovič. Pa zdaj Jevšnik, preigrava Jevšnik. Odločil se je za strel proti vratom, Dejan Jevšnik. Ukrotil je žogo Tilen Marčič. Fink preigrava, padel je Fink, ničesar ni zapiskal Mihelič. Pa Ofič in Šarlah. Ponovno Ofič. Tako je sta v njem dva nogometaša Korotana. V avtu je žogo izbil Matic Turičnik. Na hitro na to zapravljena žoga gostov. Pomoč svojih soigralcev pa zahteva zdaj Marinkovič, ki ni imel odprtih opcij pri izvedbi tega avta, tako da so žogo domači izgubili.
Tomič odbija Duhovnika. Pa zdaj Fink. Zdaj nekaj raztrgane igre. Ekipi se hitro izmenjujeta v posesti. Je pa to jasno voda na mlin domačih, ki so za vsako pretečeno minuto bližje zmagi. Zasluženo vodijo z rezultatom 2-0. V 40. minuti je zadel Dejan Fink, v 57. Anže Turičnik. Turinek in Grizold. Grizold je poskušal s predložkom, ni šlo. Popovič je ponovno dvignil žogo. Z glavo odbija Buljubašič, samo do Krevha. Padejo zdaj Krevh, brez prekrška pravi Mihelič, nadaljujejo pa z napadom gostje. Mesto tokrat Marinkovič, pa še vedno napad Fužinarja, žoga je pri Grizoldu. Turinek pa Ofič. Dobro, po Ofiču Marinkovič. Na desni strani je Jevšnik. Ob njem sicer že Mlakar. Jevšnik in Anže Turičnik kombinirata, pa zdaj Matic Turičnik. Obrača pa stran zdaj Klarič. Buljubašič vrača do Lasnika. Pritekel je zdaj tudi Šarlah. Vse nazaj do vratarja so šli za nogometaši Korotana, takole pa z rokami zmahuje Enej Šarlah, ki nima prave pomoči svojih soigralcev pri tem presingu. Prekršek je zdaj storil Plesec v napadu. Videli pa bomo novo zamenjavo. V 77. minuti igro zapušča strelec prvega zadetka. Dejan Fink odhaja iz igre. Zamenjal pa ga bo številko 30 Klemen Kozjak. Časa za Fužinarje vse manj, tako da če ne želijo iz športnega parka v Gasli peči danes zničlo, bo potrebno hitro kaj postoriti. Poskusil bo Kačičnič z dvojno menjavo. V igro vstopata Jaka Čavnik in pa Miha Lakovšek. Iz igre pa, kot kaže, Andraž Turinek. Pa tudi Damjan Vukolič. Zdaj Kozjak. Bori se Plesec. Na desni strani je Anže Turičnik, pa predložek v kazenski prostor, kjer je bil na pravem mestu Jaka Čavnik, prvič v akciji.
čaka zdaj Marinkoviča. Ofič je sicer iskal Šarlah, ampak še neuspešen napad Fužinarja. V zadnjih minutah malo konkretnih akcij. Še ena premočna podaja naprej, tokrat strani Grizolda. Še enkrat brez težjega dela za domačega vratarja Blaža Boštjana. Izkušen vratar je Blaž Boštjan. Sedemintridesetletni prvi vratar Korotana iz Prevalj. Preigral je zdaj Klega Klarič. Žogo izgubil, na to pa v želji, da bi jo priboril nazaj, storil prekršek. Grizold gre zdaj po sredini, kombinacija z Ofičem ni uspela. Buljubašič začenja napad Korotana, ki hiti po tretji zadetek. Kozjak pa Buljubašič, ki je že v kazenskem prostoru nasprotnika, nekaj kar redko vidimo, to je bila dobra podaja v sredino Buljubašiča. Bila sta tam sicer Plesec in Kovač, pa noben od njiju ni bil na pravem mestu, da tole žogo pospravi v mrežo. Še ena priložnost zdaj za Plesca, ki pa je streljal slabo in kar konkretno zgrešil cilj. Vse manje časa za goste, da se rešijo iz tega težkega položaja, v katerega so se spravili z dvema prejetima zadetkoma. Čavnik in Popovič. S tremi zadaj zdaj igra Fužinar. Na levi strani je Ofič. Ofič podal sredo, to je bila dobra podaja, bil je tam Krevh. Na koncu do žoge Klarič. Kozjak je na levi strani. Kozjak poda v sredino. Matic Turičnik preigrava. Želel je prekršek, na tleh je še vedno Turičnik, ni dobil prekrška, no zdaj pa vendarle pregrob Popovič ob Klariču. Videli bomo še eno zamenjavo, medtem ko je na tleh Matic Turičnik. Enej Šarlah zapušča igro pri Fužinarju. Zamenjal ga bo Matic Kotnik, številko 14. Po svoje se zdaj zabavajo navijači na tribunah športnega parka Ugasle peči. Več kot zadovoljni so lahko zaenkrat z rezultatom na tem koroškem derbiju navijači Korotana.
Prav nasprotno velja jasno za gostujoče navijače Fužinarja. Na prosti strel zdaj Anžeta Toričnika, žoga je zajadrala visoko čez gol. Brez prave nevarnosti za vrata Fužinarja. V teh trenutkih z igralcem manj igra Korotan. Matic Toričnik je tam ob robu igrišča. Dobro pa se je zdaj znašel Uroš Marinković. Žogo je brcnil tam v noge Lakoška, da se je od njega potem odbila izven meja igrišča in pripadla bo domačemu vratarju. Ponovno je poskušal prav Lakovšek in preigral out za svojo ekipo. Izgubuje sicer hitro žogo Čavnik. Menjavo pa bomo zdaj videli še na strani Korotana. Matic Toričnik se ne bo vrnil v igro. Zamenjal pa ga bomo nogometaš številko 29 na hrbtu Nejc Mori. Vse bolj se zdi, da bo Korotan prekinil niz 3 tekem brez zmage. Še enkrat pa bo menjal tudi Kačičnik. Iz igre je potegnil Valentina Aurelija. Priložnost pa bo za teh zadnjih nekaj minut dobil Lovro Potočnik. Zapiskal je zdaj Mihelič, na tleh je sicer Faris Buljubašič, ki je bil pod prekrškom po mnenju glavnega sodnika tega srečanja. Fliperja na sredini. Žogo je ponovno zapustila meje igrišča. Uroš Marinković pa bo zdaj vrnil v igro. Plesec se boji, Plesec do žoge tam v okolici kazenskega prostora, prišel je do strela, Nec Plesec. Ampak brez večjih težav je Tiden Marčič ukrotil tole žogo. Poskušal je zdaj Lakovšek, ampak žoge ni uspel zadržati v posesti. Gadi se Plesec, priboril je prekršek. Z rokami si je pomagal Nikola Popovič. Je podal Jevšniku, pa Lasnik, ničesar zdaj več ne rabijo tvegati. Nogometaši Korotana, ki samo še čakajo, da glavni sodnik tega srečanja odpiska konec, da se lahko razveselijo 3 točk. Ofič poskuša po desni strani, vendar le bodo še poskušali nogometaši Fužinarja. Ampak to je še en napad po vrsti, ki se je končal neuspešno za Fužinarje.
prvem polčasu nič konkretnega strani napadalcev gostov. Po en gol v vsakem polčasu domačih pa bo, kot kaže, dovolj za nove 3 točke. Za današnjo zmago bo imel Korotan na 13 tekmah 21 točk. Marinković. Preigrava Marinković, žoga ni šla preko črte. Nec Mori se je na to tam boril, ni šlo. Ljubasić pa Klarić. Na desni strani je Jevšnik. Za zdaj Ljubasića. Mirno pa Nikola Popović vrača žogo Tilnu Marčiću. Zdaj mislim, da vsi bolj ali manj še čakajo samo na zadnji sodnikov žvižg. Zapiska pa je prekršek, zdaj Mihelič. Turičnik poda na levo stran. Nec Mori preigrava. 90 se je medtem že iztekla. Jevšnik. Pa Lasnik. In končana je tekma, končan je derbi v Prevaljah. Sosedski obračun med Korotanom in Fužinarjem se je končal z zmago domačih. 2-0, rutinirana zmaga varovancev Romana Plesca. Zadovoljni bodo danes v domačem taboru, zadovoljnih bo tudi več kot 500 navijačev, ki se je zbralo tukaj na športnem parku v Gasle Pečino, nekoliko manj pa bodo zadovoljni jasno v gostujočem taboru, ki bodo točke iskali drugje. Za danes hvala za pozornost in nasvidenje.